Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v pregledu najzanimivejšega dogajanja na Celjskem. Spremljate oddajo Dogodki dneva. V Štorah ob občinskem prazniku podelili najvišja občinska priznanja. Šentjurski center za duševno zdravje je dobil nove prostore. 20 let malega godalnega orkestra Glasbene šole Celje. Slatinčani bodo za igranje v prvi slovenski ligi morali vsaj podvojiti klubski proračun. V Štorah so sinoči na predvečer občinskega praznika pripravili osrednjo slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj. Tamkajšnji župan Miran Jurkošek je letos podelil 3 priznanja župana, 2 bronasta in srebrni grb občine Štore. Občina Štore 1. junija praznuje občinski praznik. Osrednja slovesnost s podelitvijo priznanj najbolj zaslužnim na različnih področjih delovanja v občini je na predvečer praznika potekala v Kulturnem domu Štore. Kar se tiče investicij v občini, rekordno leto, odkar občina obstaja. Od lanskega leta naprej, lahko rečemo, otvorite športne dvorane v mesecu novembru, zaključuje se dela na kanalizacijskem sistemu. Tudi letos so zaključila dela na državni cesti Štore-Svetina. Kolesarska zdravniška pot pa se bo zaključila naslednjo leto nekaj v sredini leta, tako da dejansko samo veliki projekti, če nekako strgam leto 2022 pa leto 2023 skupaj, je v bistvu svoje investicije skupaj evropske, občinske in pa državne, 5-kratni proračun občin, blizu 20 milijonov evrov. Priznanje župana so podelili 3 posameznicam. Ivanka Tofant ga je prejela kot prostovoljka občine Štore, Taja Čanžek za športne uspehe v plavanju in Lana Kačičnik za športne uspehe v rokometu. Ja, jaz sem zelo vesela, da sem to dobila in se mi zdi, da me to še malo bolj spodbuja k mojemu športu. Poleg tega, da seveda osvojim drugo prvo mesto, se mi zdi, da me moja občina še s tem še bolj spodbudi in da bom še več rezultatov osvajala s tem. Bronasti grb občine Štore je prejel Jaroslav Grajžl, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Štore, ter osrednja knjižnica Celje, enota Štore, za predano delo pri ustvarjanju bralne in kulturne zavesti v lokalni skupnosti. Nagrada ne samo meni, ampak celotnemu kolektivu, ki se je v teh 9 letih začel zbirati okoli mene, predvsem mlajši kader, ki je prisluhnil mojim željam, navodilam. In tudi včasih rečejo, da sem tečka, ampak to je osnova, če hočeš neko društvo pripeljati do tega. Zelo sem ponosen na ta grb občine Štore in bom naprej še vodil, ker sem bil nedavno izvoljen še za 5-letni mandat in se bom potrudil, da bo to gasilsko društvo krajanim, občanim in seveda tudi ostalim lahko šlo na pomoč, pa čim manj. Raj kaj druga dobrega, kot pa nesreči. Za večletno uspešno delovanje in za dosežke na področju arhitekture in oblikovanja je srebrni grb prejel Studio 73 in arhitekt Gregor Žohar. Ta grb mi pomeni izjemno veliko. Pomeni v bistvu neko priznanje za ves trud, ki ga vložiš v svojem domačem kraju, v arhitekturo, ki jo nekako gradiš še toliko bolj s srcem, zato ker želiš boljšo prihodnost vsem svojim generacijam. Se pravi, gre za najmlajše vrtci, šola, potem ta športna dvorana je čudovita pridobitev. V nadaljevanju pred leti se je pa začelo to v bistvu vse skupaj z oskrbovanimi stanovanji pa domom za starejše. Se pravi, to so bili pa v bistvu, prvi koraki, ki smo jih v bistvu mi večji, ki smo jih mi naredili v Štorah. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da imajo vse generacije v Štorah tako svetlo, lepo prihodnost. In zelo, zelo dobro je tudi to, da dejansko, vodstvo Štor, se pravi župan in njegova ekipa, čuti in vidi te stvari, ki jih je potrebno narediti. Jaz pa itak vsak dan, ko se peljem skozi Štore, vidim, kaj bi še lahko naredili. V kulturnem programu so se predstavili člani mladinskega pevskega zbora osnovne šole Štore in mojster na harmoniki Andraž Malgaj. Več utrinkov s prireditve ob občinskem prazniku občine Štore pa v sredini tedenski izdaji. V Šentjurju od lanskega poletja deluje Center za duševno zdravje, ki je pred kratkim dobil tudi nove prostore.
Odprli so jih v neposredni bližini tamkajšnjega zdravstvenega doma, ob njih pa bodo uredili še prostor za fizioterapijo. Naložba je šentjurski zdravstveni dom stala okoli 900 000 evrov. Center za duševno zdravje odraslih so v Šentjurju odprli avgusta lani. S tem novim programom se tudi v Šentjurju odzivajo na vse večje duševne stiske ljudi. O duševnem zdravju je zadnje leta, mislim, da zelo veliko povedano. Mi se bomo po naših močeh trudili, oziroma koliko sem že zdaj uspela spoznati svoje sodelavce v tem centru, sem prepričana, da bojo veliko lahko pripomogli k dvigu duševnega zdravja. Predvsem se pa moramo vsi skupaj truditi, da nekako razbijemo tabuje v duševnem zdravju, da to je bolezen, tako vsaka druga. Novi prostori centra, v katerih ta sicer deluje že od februarja, ob njih pa so zdaj uredili prostore za fizioterapijo, so v neposredni bližini zdravstvenega doma. Šentjurčani se bodo spomnili, da sta bili nekdaj tu banka in trgovina s čevlji. Za ta oba prostora je zdravstveni dom namenil 340 000 evrov za nakup prostorov, pa še dodatnih 470 000 izvajalcev. Potem pa se veste, so to nadzori, projekti, oprema vseh prostorov, tako da je tega kar naneslo skoraj tam čez 900 000 evrov. Denar za naložbo je v celoti zagotovil zdravstveni dom, vodila pa jo je šentjurska občina. Na ta način potem dejansko presežek prihodkov na odhodki, ki je na nek način ustvarjen, ostane tudi v samem primarnem zdravstvu in s tem pa seveda krepimo infrastrukturo v smislu izboljšanja pogojev dela tako za delavce v zdravstvenem domu, kakor seveda, in to je še bolj pomembno, za naše, bom rekel, občanke in občane in seveda tudi za občanke in občane sosednje občine Dobje. Tako da mislim, da smo s temi sredstvi ogromno naredili. V zadnjih 8-9 letih smo praktično prenovili več ali manj vse. Imamo pa sicer tudi še neke želje za naprej. To pa nam bo verjetno omogočeno tudi za sredstvi ministrstva, vsaj takšne so zdaj informacije. V ambulantah lahko pacienti poiščejo pomoč pri psihologu in psihiatru. Center pa nudi tudi psihiatrične obravnave na domu, pri katerih sodelujejo vsaj 3 njihovi strokovnjaki. Napotnica za obisk centra ni potrebna. Center je v biti ima 2 dela, da tako rečem. Prvo je individualna obravnava, kjer se pacienti pogovarjajo ali z psihiatrom ali z psihologom. Potem je pa skupinska obravnava, kjer vsi skupaj delujejo in pogosto obiskujejo paciente potrebne te obravnave na terenu. Naši sodelavci veliko hodijo po terenu. Pacient se naroči sam. Mi lahko pacientu sugeriramo, damo mu telefonsko številko, ampak to je odločitev pacienta, da se bo angažiral v ta center, pokliče našega administratorja, pokliče diplomirano medicinsko sestro, ki opravi razgovor z njim, potem ima skupne sestanke, se potem strokovno odločijo, kam tega pacienta napotiti, do koga najprej. Reševanje prostorske stiske zdravstvenega doma v Šentjurju se je začelo že pred desetletjem, ko so v dodatnih prostorih uredili šolski dispanzerij in ambulanti za družinsko medicino. Na Mestnem trgu so nekaj let kasneje odprli center za krepitev zdravja, uredili parkirišče pri zdravstvenem domu, leta 2020 pa zgradili še prizidek. Dodatne prostore naj bi kmalu dobili še z nadzidavo objekta. Slatinsko podjetje Kitak Gradnje v poslovni coni Arnovski gozd zaključuje z gradbenimi deli v okviru projekta Ekonomska poslovna infrastruktura v poslovni coni Arnovski gozd 3. V 2 letih so na tem območju prestavili transportni vodovod ter zgradili interno vodovodno omrežje skupaj s priključki. Zgrajena je bila meteorna kanalizacija z zadrževalnikom meteornih vod in odvodnim kanalom do potoka Ložnica ter fekalna kanalizacija za odvajanje fekalnih odplak. Položili so zaščitne cevi za razvod električnega in telekomunikacijskega omrežja. V zadnjem mesecu dni so asfaltirali ceste in pločnike, v zaključni fazi so tudi ureditve gradbenih platojev in odvodnjavanja površinskih vod. Vrednost gradbene pogodbe znaša dobra 2 milijona evrov, celoten projekt pa je ocenjen na slabe 3 milijone evrov. Evropska unija in država projekt sofinancirata v vrednosti 1,9 milijona evrov.
Mali godalni orkester Glasbene šole Celje letos praznuje 20-letnico delovanja. Člani orkestra so se ob obletnici pod taktirko Petre Arlati Kovačič predstavili na koncertu v dvorani Celjskega doma. Pred polno unionsko dvorano Celjskega doma je minuli ponedeljek 29. maja svoj redni letni koncert, ki pa je bil tokrat tudi jubilejni ob 20-letnici delovanja, pripravil Mali godalni orkester Glasbene šole Celje pod vodstvom Petre Arlati Kovačič. V ta namen so mladi koncertanti skupaj z vokalnimi in instrumentalnimi solisti izvedli pester program znanih in popularnih melodij, kot je glasba iz mjuzikla Levi kralj ali pa znana finska popevka Fairy Tale iz Eurovizije pred leti, pa napev Marija iz znanega mjuzikla Zgodba zahodne strani, pa iz mjuzikla Človek iz Manče ali pa naša Pogled z gradu Mojmira Cepeta in še in še. V glavnem je aranžmaje za vse te skladbe napisala umetniška vodja in dirigentka orkestra Petra Arlati Kovačič, ki po zaključku koncerta seveda ni skrivala svojega zadovoljstva nad uspešno izvedbo. Prvi vtis je čudovit, pravzaprav. 20 let je dolga doba, pa vendar je tako zelo lepo gledati te godalce, ki se radi vračajo, ki nam pridejo pomagati za takšne obletnice in predvsem tiste soliste, ki so imeli prvi nastop z orkestrom, ravno z Malim godalnim orkestrom in so danes že izkušeni glasbeniki na mogočnih koncertnih odrih. To je nekaj neprecenljivega. Danes je bilo zagotovo pravo doživetje, mi smo uživali, upam, da je tudi publika. Z mladimi koncertanti, člani Malega godalnega orkestra Glasbene šole Celje, pa so se na koncertu predstavili tudi izvrstni vokalni in inštrumentalni solisti, tako sedanji kot tudi nekdanji dijaki srednje glasbene šole. Pevke in pevci Karolina Lukmar, Lara Kramer, Matic Zakonšek, Urh Fedlin ter violinistka Maša Golob in pianistka Frančiška Švab, ki so seveda koncertnemu programu samo še dodali umetniško doživetost ter navduševali občinstvo. Nad koncertom je bil seveda zadovoljen, še bolj pa ponosen nad mladimi izvajalci, ravnatelj te naše glasbene inštitucije, šole, ki letos beleži 115-letnico, magister Simon Mlakar. Mislim, da smo vsi v dvorani bili res izrednih občutkov za tak res čudovit koncert. Najbolj me pa to seveda lahko gane, če lahko tako rečem, ker vem, kaj je vse zadnji, koliko dela je to, kako je gospa dirigentka to ne samo leta seveda, ampak skozi vsa leta pripravljala ta orkester in tu se sedaj danes videlo to delo, ki ga seveda vsi občudujemo. Mi kot poslušalci, starši, ki opazujejo otroke pri delu in seveda tudi sami otroci so verjetno to začutili in to je bistvo potem tudi bistvo našega pedagoškega poklica. Koncerta se je udeležil tudi župan mestne občine Celje Matija Kovač, ki je tudi pohvalil mlade izvajalce. Ja, v izjemen užitek je bilo poslušati tole veliko zasedbo Malega godalnega orkestra ob njihovi 20-letnici. Iskreno čestitam tako vsem godalcem, ki so ob tem orkestru iz malih zrasli v velike odrasle glasbenike, predvsem pa mentorici Petri Arlati Kovačič za izjemno vodenje, krasen spored in jim želim še dolga leta uspehov, seveda v okviru naše glasbene šole. 20-letnico delovanja je Mali godalni orkester Celjske glasbene šole tako obeležil izjemno uspešno, z doživetim koncertom in kot pravi njihova umetniška vodja, jim idej in pa volje za v bodoče tudi ne manjka. Načrtov nikoli ne zmanjka. Sigurno je zdaj naslednji načrt novoletni koncert, zopet da ga začnemo z septembrom pripravljati in tako kot je gospod ravnatelj že omenil, ponovno gostovanje v neko Italijo ali v Cremono ali omenil je tujino, tako da pustimo se presenetiti. Koncertna sezona pa s tem za Glasbeno šolo Celje vsekakor še ni končana. Vsak dan se kaj dogaja v naši glasbeni šoli, je kakšen nastop, tako da vabljeni kadarkoli, predvsem pa vabljeni v zelo kratkem v četrtek je nastop letni koncert kitarskega orkestra, zelo vabljeni v nedeljo 4. junija na Stari grad, kjer bomo z našim revijskim orkestrom in otroškim pevskim zborom predstavili filmsko glasbo, seveda zelo priporočam. V naslednjem tednu že spet orkester Harf, potem spet še malo obletnico naš Mali pihalni orkester,
potem tretji celjski dan džeza, tako da se bo cel junij se dogaja res za vsakega nekaj, če lahko temu tako rečemo. Tako da vabim, da pogledajo, kaj so naše dogodke, naše spletne strani, našem Facebook profilu, Instagramu in res lepo vabljeni vsi Celjani in Celjanke. Več o jubilejnem koncertu ob 20-letnici Malega godalnega orkestra Glasbene šole Celje pa v reportaži v eni od naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V nogometnem klubu Rogaška se pripravljajo na igranje v prvi slovenski nogometni ligi, kamor so se vrnili po 3 desetletjih. V primerjavi z lansko sezono bodo klubski proračun podvojili, saj se zavedajo, da se bodo morali v igralskem in strokovnem kadru precej okrepiti. Neki okviri so postavljeni, saj za 100% se bo dvignil proračun glede na letošnjo sezono. Seveda, mi moramo pripeljati določene igralce, določeno kvaliteto in tu se zavedamo, kaj to pomeni, ampak kar se zavedamo, se pa zavedamo tudi tega, da do neke mere, kolikor je v vreči, toliko se lahko porabi, čez ne bomo šli in tako pač je, delamo v mejah tega naših dovoljenih sredstev, neko višino, neko maksimalno višino vemo in to je to. V Rogaški je kar dosti močnih firm, privatnikov, lokalna skupnost je zelo močna. Jaz upam, da nam bodo prisluhnili, nam pokazali podporo in s to podporo bo veliko lažje in veliko lažje pride do rezultata, do obstanka v ligi in do stabilizacije. Za nastop na prvoligaški sceni bodo Slatinčani precej okrepili tudi igralski kader. Mi že spomladi nismo imeli preširokega kadra. Smo že po zimi kar dobro zrečili, dali v stran 5 igralcev, pripeljali 2, ki smo ocenili, da nam bodo pomagala lahko tudi v prvi ligi. Smo tudi zavarovali večino igralcev, tako da jih imamo pod pogodbo. Trenutno smo ostali na 11-12 igralcev, s 3-4 smo že v končni fazi pogovorov, se pravi zapiramo, potem pa bomo malo počakali, da vidimo, kako bo vse potekalo na tržišču. Vseeno nismo mi tista ekipa, ki bo prva reševala kader, ampak bolj proti koncu, ko bodo še igralci brez klubov. Tako da bomo sestavili sigurno konkurenčni kader, nekje 20 do 22 igralcev plus 3 vratarji, kar nujno potrebuješ za tekmovanje v prvi ligi in upam, da bomo čim bolj uspešni v tem. Okrepitve se obetajo tudi v strokovnem štabu. Načeloma z 2 trenerjema, kondicijski trener plus še en pomočnik, tako da moramo imeti kader, da bomo lahko normalno delali, velika razlika je prva liga, druga liga, tako da bo več poudarka na teh malenkostih, ko zdaj ni bilo, tako da rabimo še dodatni trenerski kader. Za nastop med elito bo potrebno obnoviti tudi stadion v Slatinskem športnem parku. Občina bo za obnovo namenila kar 1,3 milijona evrov. Bom rekel, da prvo sreča je to, da niso to ne vem kakšna velika dela. Sliši se veliko, ampak pravzaprav je potrebno urediti levo stran slačilnic, se pravi gostujoče slačilnice, ampak to so samo kozmetična dela v spodnjem delu. Drugače pa povečati treba tribuno, narediti prostor za novinarske konference, narediti VIP prostor, komentatorski prostor. Pravzaprav bo to en zelo, zelo lep mali štadionček, ko bo končan, zaradi tega, ker bo zaprt. Je pa tudi to, da se bo zelenica premaknila bližje k tribuni, ker v prihodnosti na drugi strani pridejo tudi 3 snemalni stolpi, tako da sliši se, da je veliko del, ampak časovno bi naj bilo kar dokaj hitro, gotovo. Igrišče je gotovo v 40 dneh. V nogometnem klubu Rogaška upajo, da bodo v prvi slovenski ligi prvo tekmo na domačem igrišču lahko odigrali že v mesecu avgustu. Da se bo dal že kje kakšno 3., 4. kolo že igrati doma, da bo vsaj že takrat nekje
zadovoljiva tista dela končana, da bomo lahko domače tekme odigrali. Ja, seveda, prosili bomo, da prvo srečanje gostujemo, drugo domačinsko srečanje bomo pač prosili za menjavo domačinstva, tako da bi prve 3 kola gostovali in nekje potem od 4. kola, da bi to ne bilo potem rešeno. To je pa tako ali tako sredina avgusta. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo delno jasno vreme s popoldanskimi plohami ali nevihtami. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, končana je oddaja Dogodki dneva. Hvala lepa za vašo pozornost, v našo družbo znova vabljeni jutri. Lep pozdrav in srečno.